Varujmo se tekanja za fantaziranjem in lažnimi maliki. Samo Bog nas ljubi kakor oče in nas vedno čaka. Papež Frančišek je danes med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte razložil berilo iz 2. Mojzesove knjige. Pri tem je poudaril Božjo ljubezen do ljudstva navkljub njegovi nezvestobi. Bog je o svojem ljudstvu sanjal, ale to ga je razočaralo. Božje sanje so ljudstvo, saj je Bog ljudstvo ljubil. Toda to ljudstvo očetove sanje izda in Bog začne doživljati razočaranje. Mojzesu reče, naj gre z gore, na katero se je povzpel, da bi prejel postavo. Ljudstvo ni imelo niti toliko potrpežljivosti, da bi Boga počakalo 40 dni. Naredilo si je zlato tele, Boga, s katerim se je lahko zabavalo. Na Boga, ki ga je rešil, pa je ljudstvo pozabilo. Papež je spomnil na besede preroka Baruha, ki dobro opišajo to ljudstvo. Pozabili ste nanj, ki je za vas skrbel. Pozabiti na Boga, ki nas je ustvaril, ki je skrbel za nas, ki nas je v življenju spremljal. To je Božje razočaranje. V evangeliju, v prilikah, Jezus večkrat govori o tistem človeku, ki zasadi vinograd, a nato propade, ker ga hočejo delavci vzeti zase. V človekovem srcu je vedno ta nemir, ni zadovoljen z Bogom, zvesto ljubeznijo. Človekovo srce je vedno obrnjeno k nezvestobi, to je skušnjava. Bog torej preko preroka ošteje to ljudstvo, ki ni stanovitno, ne zna počakati, se je izpridilo in se oddalji od pravega Boga ter išče drugega Boga. To je razočaranje Boga, nezvestoba ljudstva. Tudi mi smo Božje ljudstvo in dobro vemo, kakšno je naše srce. Vsak dan znova moramo stopiti na pot, da počasi ne zdrsnemo k malikom, k fantaziranju, k posvetnosti, k nezvestobi. Sveti oče je spodbudil, da bi pomislili na razočaranega Gospoda in ga vprašali: povej mi, Gospod, si razočaran nad menoj? Vsekakor v čem je tako, zato je dobro, če pomislimo in mu zastavimo to vprašanje. Bog ima nežno srce, srce očeta.